Pozdravljeni. Za nami so že tudi kvalifikacije za veliko nagrado Singapurja. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v zadnjem briefingu. Kot običajno se bomo tudi tokrat ustavili pri treh različnih delih. V prvem si bomo ogledali vse tiste zanimive točke iz samih kvalifikacij. V drugem delu se bomo ustavili pri ritmih posameznih ekip, v tretjem in seveda zadnjem bom podal še mojo osebno vizijo glede možnih strategij. A verjamem, že same kvalifikacije so navdušile marsikaterega ljubitelja Formule 1. Najprej zato, ker smo letos prvič videli, da pri Red Bullu niso bili v takšni formi, kot smo jo bili navajeni do sedaj. In seveda videti tako Maxa Verstappena kot Sergija Pereza, da sta izpadla v drugem delu kvalifikacij, je nekaj novega. Čeprav moramo biti iskreni. Na prejšnjih dirkah, če sta štartala tako v ozadju, ni bilo rečeno, da nista bila sposobna zmagati. Poglejmo si samo veliko nagrado Miamija. Ampak tokrat lahko vidimo, da sta oba Red Bulla v težavah. In razlaga, zakaj je do tega prišlo, je dokaj enostavna. Če se spomnite predhodnih prispevkov, naprimer tistega pred kvalifikacijami za veliko nagrado Singapurja, sem pokazal, da zadnji aerodinamični stabilizator pri Red Bullu je bistveno bolj ekstremen kot naprimer tisti pri Ferrariju. In to pomeni, da na Red Bullu RB19 oprijem zadnje osi ni bil takšen kot pri ostalih ekipah, kar je značilnost bolida Red Bull RB19. Namreč tisto mehansko ravnotežje ima postavljeno na prednjo os, kar je bila prednost v mnogih drugih progah. Ampak žal to v Singapurju se pokaže kot slabost. In videli smo, kako pravzaprav Perez in Verstappen, namesto da bi lepo zavila v ovinek, sta enostavno zadkom zdrsnila. Prednja os je imela oprijem, ampak zadnja pogonska ne. In če se spomnimo tudi v Bakuju, kjer je v delu proge konfiguracija podobna, so pri Red Bullu imeli nekaj, kar bi lahko primerjali s tem, kar smo v Singapurju spremljali celoten krog. In če smo še malce bolj natančni in če si pogledamo telemetrijo, bomo takoj videli, da pravzaprav Max Verstappen v tem primeru je imel podobno situacijo kot Carlos Sainz mlajši na prejšnji dirki na veliki nagradi Italije. Visoko hitrost v hitrem delu in najnižjo hitrost od trojice v tistem počasnem delu, seveda primerjamo Russella, Sainza in Verstappena. In tu je treba dodati, da pravzaprav v Monzi je bilo to razumljivo, kajti proga, kjer se dosegajo rekordne hitrosti, zahteva malo oprijema. In na Pirellijevih tabelah smo imeli vrednost 1, ampak tu imamo vrednost 5. Gre za ulično dirko, kjer je oprijem tako pomemben kot naprimer v Monaku. In vidimo, zakaj pri Red Bullu tako slab rezultat. Mogoče zaradi omejitve proračuna, kazni in seveda zmanjšanja ur v vetrovniku se je sedaj pokazalo, da niso pripravili neke posebne rešitve za to progo. In sedaj mnogi se sprašujejo, je to samo nekaj vezanega na veliko nagrado Singapurja na progo v Yas Marina ali tudi v nadaljnjih dirkah se bo znalo pokazati kaj podobnega. Sam menim, da je to vezano na specifiko in konfiguracijo te proge. A videli bomo skupaj v nadaljevanju. Druga zanimiva točka je seveda fantastičen rezultat zopet Carlosa Sainza mlajšega.
kot da se mu je v glavi nekaj odprlo, da je dobil tisti kanček samozavesti in sedaj tudi na kvalifikacijah bistveno boljši, bistveno bolj konkreten, bistveno hitrejši od Charlesa Leclerca. In bodimo iskreni, Charles Leclerc na kvalifikacijah običajno je imel nekaj več. Ampak ta nekaj več že drugo dirko zapored ni dovolj. In tu je treba poudariti, da tudi George Russell je v zadnjem delu bil boljši od Leclerca. Torej se pri Ferrariju obrača tisti trend, o katerem smo govorili, namreč predtem po veliki nagradi Italije smo govorili o vlogi, ki jo ima Charles in o vlogi, ki jo ima Carlos. Bomo videli sedaj na Singapurju, če bo Sainz dokončno pridobil tisto mesto, ki se ga, po mojem osebnem mnenju, zasluži. Tudi pri McLarenu z Norrisom in to tretjo stopnjo njihovih izboljšav, mislim, da so šli v pravo smer. Videli bomo v nadaljevanju, ampak glede na vikend do sedaj so pokazali enkratno formo. Rad bi tu pohvalil Liama Lawsona. Seveda, iz tretjega dela kvalifikacije je prav on izločil Maxa Verstappena, ampak to mu ne štejem v slabo. Pokazal je, da pravzaprav Liam Lawson si je sedež pri ekipi Alfa Tauri zaslužil od začetka sezone. Ampak najprej je prednost dobil De Vries, nato Ricciardo in šele sedaj voznik, ki pravzaprav kaže največji potencial. A tu, preden bi si ogledali še kakšen štarten razpored, bi vas rad opozoril na dve zadeve. Max Verstappen je v preiskavi tudi Charles Leclerc. Zato, kakšen bo končni štartni razpored, bomo morali počakati do začetka jutrišnjega dne. A pravzaprav ne smemo niti mimo dejstva, da pri ekipi Haas so bili izjemno konkurenčni z dvema izkušenima voznikoma na progi, kjer pravzaprav tisti z volanom lahko doda nekaj več. In videli smo, da tudi Alonso z Aston Martinom je bil zraven, ampak ne tako spredaj, kot si je sam želel. Nesreča Lensa Strolla v prvem delu kvalifikacij je bila res grozovita. Dobro, da samemu vozniku ni bilo nič. A pravzaprav zopet pokazatelj, kako na meji so vsi. In tu je treba poudariti, da naprimer Aleksandra Albona ni bilo tako visoko, kot so nekateri napovedovali, ampak ne more biti zmeraj Albon tisto presenečenje na štartnem razporedu, ukolikor bi bil zmeraj on, pravzaprav ne bi bilo več presenečenj. A sedaj, ko smo malce videli vse tisto, kar so nam ponudile kvalifikacije, je prav, da si ogledamo še ritem. Tu v Singapurju je seveda izjemnega pomena začeti dirko tam spredaj, ampak potrebno je imeti tudi dober ritem. In v raznih metodah računanja se lahko pride prav tu številkami na razpolago do izjemno različnih zaključkov. Vse je odvisno, ali se računa na enega voznika ali na oba, katere kroge se izključi iz vseh enačb, ampak vidimo lahko, da po nekaterih izračunah naj bi bil Red Bull, kar se tiče ritma, najhitrejši. 2 desetinki in pol pred McLarenom, Ferrarijem, Mercedesom, Aston Martin pa približno za pol sekunde zaostanka. A to je le ena projekcija. Imamo drugo, ki nam kaže, da je bil McLaren tisti najhitrejši pred Aston Martinom, Mercedesom, Ferrarijem in Red Bullom. In tu se moramo za trenutek ustaviti. Namreč ta izračun se izjemno približuje tistemu, kar sem izračunal tudi sam. Z eno pripombo, McLaren tam spredaj ni. Namreč, če pogledamo to drugo tabelo, so podatki za Norrisa tisti s pneumatiko soft, kar nam kaže, da pravzaprav imamo izjemno izenačen ritem pri vseh ekipah. Vidimo lahko, da pravzaprav
je situacija takšna, da Alonso, Hamilton, Sainz, Leclerc in deloma tudi Verstappen so tam, da pravzaprav ne moremo dejati, kdo je favorit in kdo ne. Če čas Norrisa korigiramo za tisti faktor, ki ga imenujemo pneumatike, bomo videli, da je tudi on zdrav. Torej, če sedaj malce posplošimo ritem, lahko si obetamo izjemno uravnoteženo veliko nagrado Singapurja. In tu bi vam rad pokazal še neko zanimivost. Tabelo, ki nam kaže neko povprečno hitrost skozi 3 tipologije ovinkov. Do 100 km/h, ovinke med 100 in 160 km/h in tiste od 160 do 250 km/h. Vidimo primerjavo, seveda za Ferrari in Red Bull. Vsak si lahko nekako predstavlja, kje je določen bolid boljši in kje je drugi slabši. In seveda na dirki, kjer je pravzaprav izjemno pomembno biti tam spredaj in kjer smo videli, da bo ritem predvidoma izenačen, bo izjemnega pomena strategija. Rad bi vas še enkrat spomnil, da so se zgodile korenite spremembe v zadnjem delu proge v Marini Bayu. Torej, krog je v bistvu hitrejši, časi so nižji, kar pomeni, da je izguba časa v boksih na postanku višja od one, ki smo jo gledali lani. In zato menim, da strategija z enim postankom je edina racionalna izbira. Ne smemo sedaj tu upoštevati, če ob pravem trenutku pride do prekinitve varnostnega avtomobila ali kaj podobnega. Namreč na to ne moremo predvidevati in takrat se morajo ekipe odločiti v trenutku. A pravzaprav tista strategija, ki je po mojem videnju najbolj očitna, najbolj enostavna, je začeti na pneumatiki medium, odpeljati približno 24 krogov in nato preostalih 38 na pneumatiki hard. A tu se pojavlja veliko vprašanje. Začeti na pneumatiki medium v prvih fazah, ko bi te nekdo lahko prehitel, ni najbolj modra izbira. Zato obstaja variacija. Namreč začeti na pneumatiki soft. Ta bi po mojih izračunih morala zdržati okrog 18 krogov. In seveda na to po postanku, ki bi bil bistveno pred onim s pneumatikom medium, odpeljati še nadaljnjih 44 krogov. Kar po svoje bi bilo tudi bolj racionalno. Namreč, če se prej ustaviš, se na to konkurenti, ki so se znašli spredaj, dobesedno sami odmikajo, ker je njihov postanek nekaj krogov za to. A obstaja tudi tretja varianta, ki je malce neobičajna, malce bolj nora, malce bolj drzna. Začeti na pneumatiki medium. Odpeljati približno 36 krogov, kar je na meji zdržljivosti te tipologije pneumatik, in nato v drugem delu 26 krogov na pneumatiki soft, kar bi znalo biti izjemno zanimivo in morda hitro. Seveda, obratni vrstni red menim, da ne bi bil tako učinkovit, kajti na začetku s pneumatiko soft in polnim rezervoarjem goriva bolid ne bi zdržal 26 krogov ali malo manj. In seveda gre za moje osebno mnenje, za moje osebne izračune. Kot običajno priznam, da nisem videl nič od tistega, kar so pripravili pri Pirelliju ali pa pri kakšnem drugem avtorju. V komentarju po dirki bomo seveda primerjali to s tistim, kar bodo izračunali pri Pirelliju, oboje bomo na to seveda dali pod preizkus onega, kar so si zamislili inženirji pri raznih ekipah in pokazali na progi. A vidimo lahko, da nas čaka izjemno napeta velika nagrada Singapurja. In verjamem, da vsi se že sprašujemo, kdo bo zmagal. Namreč Red Bull bo začel v ozadju. Vidimo lahko, da nima tiste prednosti, ki smo jo bili vajeni predtem tudi pri ritmu in zato so vrata odprta za nekoga drugega.
Bo to Ferrari, bo to Mercedes, bo to mogoče McLaren, bomo ugotovili že čez nekaj ur. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.